slavist, etnolog, novinar, urednik, pohodnik, pisatelj. In prav v tej vlogi pisatelja ga gostimo danes na tem pisateljskem odru. Dober večer, gospod Civac. Dober večer. Dober večer tudi vsem vam. Mislim, da ga prav posebej ni treba predstavljati gospoda Sivca, mogoče samo enih par takih podatkov, ki so res fascinantni. V skoraj polstoletnem ustvarjanju je napisal 181 knjig. Pred njim je bil rekorder France Belk s 124 knjigami. On je res v vsej zgodovini slovenski in najbolj plodovit pisatelj. Pa ne samo to, v knjižnicah po podatkih Cobisa si vsako leto sposodi 35.000 novih del, kar ga spet uvršča čist na vrh vseh izposojenih knjig. Najbrž tudi zaradi števila, ampak kakorkoli, Slovenci imamo res radi vaše knjige. In pred 3 leti je pri založbi Družina začel izdajati novo zbirko Slovenski narodni buditelji. Doslej so išle 3 knjige, jih vidimo tukaj. Prva je o duhovniku Virgilu Ščeku, druga o Valentinu Staniču in tretja o Valentinu Vodniku. In ta tretja je prišla iz tiskarne prav danes. Kdo so narodni buditelji, gospod Civac? Hvala lepa za vprašanje in dober večer tudi v mojem imenu. Kar se tiče knjig, je v bistvu tako bilo. Res, France Belk, ki jih je napisal prej največ, 124. In jaz sem bil po poklicu novinar, sem hodil po terenu in sem med drugim bil pri profesorju Breclu v Novi Gorici, ki pa je Belka natančno proučeval. In sem rekel, gospod Brecel, te oče od tega zdravnika Brecla, sem rekel, gospod Brecel, vi verjetno veste, koliko je Belk, ki je tudi Primorc bil Brecel, profesor Brecel. Ja, prav 124, prav, ampak nekaj knjig je napisal za Primorce, nekaj pa za centralno Slovenijo na isto temo. No in moj cilj je bil res 125 knjig, ker pa sem dolgo časa že na svetu in ker vedno pišem in ker brez pisanja preprosto ne morem biti, se je seveda to število nabralo, res je, prav danes išla iz knjigar oziroma iz založbe je poslala v beli svet, ker je to knjigo iz zbirke Slovenski narodni buditelji. Jaz se zelo zanimam, pa veliko zanimam za slovensko zgodovino in mislim, da nekako treba prikazati to slovensko zgodovino takšna, kot je bila. Doktor Magič iz Prekmurja me je enkrat prišel malo bolj natančno analizirati po Jungovi teoriji, pravi, da Slovenci imamo izpraznjeno zgodovinsko dušo. Da smo veliko pisali o drugi svetovni vojni, pa morda še nekaj o povojnih stvareh, ampak so razmerno malo. O prvi svetovni vojni skoraj da ni slovenskih knjig, razen veliko spominov, te vojaki na soški, na ruski, na srbski fronti so pisali čisto lastnoročno spomine in je kar nekaj šlo. O starejši zgodovini pa so razmerno malo napisano. Jaz sem poznaje, ko sem šel v penzijo, prej niti bilo časa, treba vedeti, da za vsako knjigo tako je treba veliko študija, veliko je treba prebrati gradiva. In ko sem šel v pokoj, takrat sem začel načrtno pisati te zgodovinske knjige, ker navadno pisatelj slovenski je zaposlen, če pa zaposlen je pa skoraj nemogoče, da bi napisal kaj daljšega, predvsem se težko skoncentrira. In potem smo skupaj prišli v založbi Družina do tega, da bi to staro zgodovino nekako obudil, predvsem te temelje. Mi smo tukaj, jaz pravim, 1000 let na tej zemlji, treba je rekel stati in obstati in točno to je, mi smo obstali, mnogo drugih narodov je izginilo z tega ozemlja, mi smo na križišču, na stičišču kultur, na prepihu narodov, tako rečem, malo nas je, pa vendar smo tukaj, ker pomeni nekaj posebnega moramo biti. In potem smo rekli na Družini, da bomo preprosto začeli nekako te pomembne ljudi iz preteklosti izdajati. Ni nobenega končnega načrta, ampak vsi tisti, ki nekako to si zaslužijo.
Ampak kaj mora imeti nekdo, da v določenem času in določenem okolju postane narodni voditelj? Tako imamo danes po stoletju, po 200 letih za narodnega voditelja. Prvo in osnovno je ljubezen do domovine. Mi, kot pravim, ne bi ostali tukaj, če ne bi imeli te ljubezni in te ljudje, ki jih jaz opisujem, tudi drugih knjig je nekaj, so neskončno ljubili slovenski narod, slovensko zemljo in pomagali, da smo se nekako zavestili, da smo ostali. Vsi te ljudje, večina je bilo duhovnikov, da treba vedeti, da od nekdaj je bil intelektualec ali duhovnik ali učitelj, morda še pravnik, dost več profilov niti ni bilo. Duhovnik je v bistvu vedno najbolj povezan z narodom, najbolj povezan z ljudmi in ker je bil dobro povezan, je tudi najbolj to čuti, kako ljudje dojemajo svet, se jim je tudi tako najbolj približal in ni slučajno, ni naključen, da so vsi te tri v bistvu pri duhovniškem poklicu. Pa povejva nekaj o ta prvem Virgilu Ščeku. Zakaj ste ga izbrali za ta prvega v zbirki? Meni se dogaja malo nenavadna stvar, da nekaj prileti od zgoraj, nekaj od spodaj ali pa iz strani. Za tole, za Virgila Ščeka me je pravzaprav nagovoril Vili Kovačič, ta družbeni aktivist, ki se precej prizadeva v življenju, da bi nekako spoznal starejše stvari, pa tudi, da bi ta demokracija v Sloveniji bolj zaživela. Mi smo šli bolj na začetku poti. Hodil je za mano na literarne večere, smo več kot 1100 literarnih večerov, tako v Sloveniji kot v zamejstvu, kot tudi v tujini med našimi ljudmi. Tudi v Argentini sem bil in še marsikje drugje, v Kanadi, v Avstraliji. In on mi je hodil za mano in vedel, Virgil Šček me je nagovarjal temu. Nekaj mi je prinesel na drobno knjižico, kjer je ta že njegovo življenje popisano. Mene pa če stvar zagrabi, potem pa sem videl, kako je. Primorci so doživeli izjemno stvar, izjemno zgodovino imajo za sabo, zelo so se morali truditi, da so ostali na tej zemlji. In prav Virgil Šček je eden izmed tistih svetlih osebnosti, ki je veliko prispeval k temu. Ta njegova pot je šla vse od Trsta pa do Ljubljane, s tem, da vmes je bilo veliko teh ovir. Na koncu je sicer na operaciji umrl, ampak mislim, da so mogoče premalo popazili na njega. Vsekakor pa zaveden Primorec je naredil vse, da je najbolj pomagal, kar je možno bilo ljudem. Virgil Šček je pravzaprav eden izmed tistih, ki temeljev Primorcev, ki je vse od začetka, še kot kaplan, pa pozneje kot duhovnik, naredil vse tako v Gorici, najprej v Trstu, potem v Gorici, pozneje pa prav med ljudmi. Mene je fasciniral tudi potem, da je napisal veliko tega etnografskega gradiva, še zdaj obstajajo v arhivih, jaz vedno potem grem tudi v različne arhive pogledati. V Kopru, v arhivu so take debele knjige, ker je on z rokopisom napisal. In še vedno ni to objavljeno, ker me zelo preseneča pa žalosti, da nimamo tem moči in denarja, da to objavimo. Jaz sem to videl in potem sem v knjigah v bistvu to večplastno predstavil Virgila tudi po tej plati. Bil je v bistvu tudi duhovit človek po svoje. Meni so všeč čisti taki iskrivi ljudje, ljudje, ki znajo delovati, pa vendar niso zamorjeni, niso recimo ne tarnajo, ne žalostijo se, ampak taki, ki znajo hitro obrniti v pravo smer in on kot primorski Slovenec je res ogromno naredil. Treba je vedeti, da so takrat, ko je Mohorjeva družba, mi mogli več prodirati na Primorsko, ko je bila meja v bistvu pri Logatcu, so ustanovili v Gorici Goriško Mohorjevo družbo. Poleg tega je izhajalo veliko tudi takih manjših knjig za otroke in tako naprej. Ustanovili so zbor učenikov, zbor duhovnikov, se tajno bili na sestankih, fašisti so jih non-stop preganjali po dolgem počez, ampak on je znal tako lepo narediti, so pri njemu, recimo, po enem primer, ko so napeljali recimo telefon v njegovo župnišče, takrat, ko so bili pod Italijani, pa sta Italijana, ta tehnika probavila tisti telefon, pa pronto. Pa on je rekel, ja, to je pa s tem telefonom je pa nekaj narobe, to pa nekaj ne more biti v redu.
pa pravi, ta tehnika italijana, kako, kaj če biti narobe, se pogovarjamo, gor in dol, pronto, pravi, telefon mora znati tudi slovensko govoriti. Rekel, čakajte, bom jaz probo, pa je telefon dvignil, pa je rekel, prosim, halo, ali me slišite? Na drugi strani pronto, ne pravi, na drugi strani reče, sliši. Vendar je odgovor, slišim, da je videl, da je v bistvu dvojezični telefon. Tako je znal tudi duhovito, recimo, ljudi podučiti, kako je treba uporabljati tisti jezik, ki jo govorimo. Vem, da bi zdaj o Virgiliju Štekolo govorila celo uro ali pa še 2 in 3, ampak treba še malo Staniču. Tisti, ki smo bili že kdaj malo v hribih, poznamo Staničevo kočo pod Triglavom. Glih kaj več drugega pa ne vemo o njemu. Kdo je bil Valentin Stanič? Ja, žal je res tako. Tudi jaz sem najprej Staniča spoznal preko Staničeve koče, kjer sem nekajkrat prespal, sem hribal, se rad hodim v hribe. Ampak pozneje se mi je zgodila ena druga stvar. Obiskujem tudi tuje hribe, pa saj sem jih in enkrat sem delal namenoma 5 najvišjih evropskih vrhov. In ko pridem v Avstrijo, med Avstrijo in pa med Nemčijo je en Vacman, visok hrib 100 metrov nižje od Triglava. In spodaj v dolini, tako približno kot bi bilo pri nas v dolini Vrat, je stala 3-metrska slika in je pisalo Valentin Stanič. To je verjetno naš Valentin Stanič. Kar se povzpnem navzgor, kot bi prišel recimo do Kredalice, imajo Staničev kotiček in je tudi dvojezična tabla v slovenščini in pa v nemščini. To me je zelo pritegnilo in potem sem videl, da v nemški oziroma avstrijskih zgodovini Staniča zelo cenijo. On je bil namreč prvo prisotnik na več avstrijskih vrhov in prav na Vacman je bil prvi. Prvi je zmeril tudi Grozloktalju, velikemu Kleku, koliko je visok, prvi je Triglav izmeril in tako naprej. Na vsak način je bil izjemen alpinist, vse je delal solo, vse je delal s slabo opremo in naši slovenski alpinisti ga imajo uradno za prvega alpinista. Tudi Viki Grošek, ki je napisal spremno besedo za to knjigo, je to še posebej poudaril. Treba vedeti, je to pred Prešernovim časom celo, živo. On je hodil solo v hribo in povem eno anekdoto, imel pa tudi malo take kakšno zelo stvari. Ravno na Vacmanu so tam taka velika mrlišča, spodaj dol pa veliki prepadi. In ne opisuje vedno, je pa bil zelo pismen človek in je ne opisal, kako je se pospel na Vacmana, ki je opisal zelo skalnat na vrhu. Potem pa, ko je prišel na mrlišče, verjetno se je pa to mrlišče sprožilo in je sedel na mrlišču in se peral v nekih 500 metrov po mrlišču. Pravi, na koncu, namesto da bi padel v prepad, sem kot 5 metrov prej odskočil, na stran pa se rešil. Se rekel, ja, gospod Stanič, to ne verjetno več, ko pretirava, ampak kar pomeni, spet je bil tak bistrega duha. Hkrati je treba vedeti, da je bil on izjemen tudi potem doma, kot duhovnik, praktik, delal vse od A do Ž, v košu prinesel na Bansko planoto eno tiskarno in gor tiskal svoje pesmice, recimo cepil, takrat je bila črne koze, so bile podobne, kot je bila ta pandemija, ki smo pred nedavnim preživeli, takrat so bile pa črne koze zelo izpostavljene in on je okuženo žival, je s trnom vzel v bistvu cepivo in to prenesel na človeka in na ta način ljudi reševal. Cele vasi na ta način cepil s trnom, ker to ni bilo igra, ni bilo tega. Postavil osebno most v kanalu, poznamo vsi kanal, da skačejo v vodo, v Sočo, potem seveda lesen most in tako naprej. Naredil je marsikaj zanimivega, pozneje je prišel vse do Gorice, dobil pravzaprav takrat ta visoko čast in bil je sopobudnik Mohorjeve družbe, verjetno. Slomšek ga je obiskal v Gorici, ampak on je preprosti človek, čisto preprost človek, zunaj je seka drva, pa pride v preprosti kmečki opravi, pride Slomšek kot dostojanstveno k njemu, pa pravi, a tukaj morda nekje v bližini živi Stanič. Pravi, a ga poznate? Ja, ga poznam. Pravi, a vi sekate drva tukaj v bistvu za njega? Ja, za njega sekam. Pravi, a bi ga lahko poklical? Pravi, moment. Pa je stekel v hišo noter, se preoblekel, nazaj prišel, rekel, jaz sem Stanič. In tako naprej.
Stvar je v tem, da sta potem šla v Oglej in v Ogleju v bistvu je tam ena cerkev Svetega Mohore in na ta način je tudi ostala Mohoreva družba. Ker pomeni, in tudi veliko italijanskih vrhov je bil prvo pristopnik. Prvi se je boril tudi proti mučenju živali in prvo gluhonemnico je naredil v Gorici, to je bil pač avstrijsko ozemlje in je bil mednarodno priznanje in velika sreča, da je prišel neki gospod portretirati in na ta način imamo knjigi v bistvu avtentični njegov portret. Vsekakor zelo pomemben Slovenec in marsikaj naredil v svojem življenju za nas. Živel je pa v Prešernovem času in je pisal tako, kot približno solidne pesmi, ampak bolj uporabne pesmi. Kmetom za potrebo in na pomoč. Tretji, ki je pa knjiga izšla zdaj v teh dneh, je pa Valentin Vodnik. O njem smo pravzaprav edinem od teh treh tudi kaj v šoli slišali. Je res to, ne? Po bukvah pa še kaj takega, no? Martin Golob, priljubljen duhovnik, je napisal spremno besedo in napisal je, da je Ivan Sivec glavnega junaka objektivno in realistično orišel točno tem, kar je bil preprost in predan duhovnik, ki je ljubil slovensko zemljo. Ponižen mož, ki je garal in ustvarjal. Kaj novega ste odkrili od Valentina Vodnika? Ja, v svetu je tudi precej osebni pristop pri takih stvari. Jaz, ko preberem marsikaj, navadno 20, 30, 40 virov, kolikor je kaj dostopnih, gre tudi potem na telefon, vsaka knjiga, tudi prejšnje dve, imate noter fotografije, večinoma moje ali pa so arhivni posnetki, tako da se vidi tisto, kar je napisano, da v bistvu vse velja. Pa hkrati, če se kdo hoče še bolj poglobiti, potem dobi tam noter literaturo in ve, kje je to iskati. Drugače pa, kar se tiče Valentina Vodnika, mene poznajo mnogi tudi, da pišem pesmice, bolj uporabne, ali pa sem jih pisal, da sem nekako to končal, bolj me vlečejo v literaturo, ampak Vodnik s to alpsko poskočnico, s to njegovo preprosto metriko mi je vedno bil po svoje všeč. Tudi Prešeren je bil všeč. Mene je zelo fasciniralo, jaz sem napisal 4 knjige o Prešernu. Vse pozitivno o Prešernu v tem smislu, ampak zelo me je recimo ostalo v spominu, ko je Prešeren bil kot 8-letni deček v kopanju pri Grosupljem, pri stricu Jožefu, je splezal tisto lipo tam gor in prepeval Vodnikove pesmi. 1806 oziroma 906 so išle pesmi za Pokušino in Prešeren kot deček, oziroma 9, je začel to prebirati in mu je bilo blizu. In Prešeren mislim, da to tudi takrat začutil, da je treba to pesem, slovensko umetno pesem dvigniti na višje ravni, je to tudi naredil. Vodnik je v bistvu v nekem smislu temelj našega pesništva. Jaz sem na fakulteti delal sicer nalogo diplomsko iz dela in sem videl del, kako je v bistvu s tem pesniškim jezikom začenjal in nekako pripravil to, tudi teren, tudi za Vodnika. Vodnik je pa to lepo speljal v prakso. Mi je všeč tudi po tej plati bil malo vihrav, malo živahen. Vemo, kako je odreagiral, ko so prišli Francozi, da je bil navdušen nad Francozi, zelo navdušen zato, ker je slovenski jezik dobil svojo vrednost, ko se je tako v bistvu prišlo to uvedlo delno tudi v urade. Učbeniki so se pisali, tudi Vodnik jih je napisal nekaj šolskih učbenikov in takrat je nalepno sliknil Ilirija oživljena in napisal dolgo pesnitev o Iliriji, o tej umetni državi, kamor smo spadali tudi mi. V tistem času imamo pa potem velike države pri avstrijskih oblasteh in se je hotel prikupiti avstrijskim oblastem in napisal Ilirija z veličami. Samo ni šlo, potem so na hitro upokojili in mislim, da njegova smrt je delno pokojena s to upokojitvijo. Drugač pa njegova ta raznovrstnost, vemo, da je to prvi slovenski časnik, vemo, da je napisal priročnik, oziroma tega ni napisal, ampak ga je prevedel in priredil babicam za poduk, napisal prve kuharske bukve. Nenavadno recimo, da Menišek, kot smo rekli, napiše recepte, ki veljajo še danes. Vsekakor je bil zelo praktičen človek očitno
zelo pomemben kot s pratikami, mala pratika, velika pratika, ogromno teh ljudskih izrekov, ogromno ugank vsega tega ljudskega gradiva. Delno je zbiral, delno pa je tudi sam prirejal in pesnil. Vse moje teklo na pesem. Ne? In v bistvu potem pa seveda Ljubljanske novice kot prvi slovenski časopis. Jaz sem tisto prebiral, vedno sem potem v NUK ali pa v Slovansko knjižnico, ker se vse to dobi. Zdaj je že skoraj vse tudi v digitalni obliki, tako da se da to prebrati. In je zanimivo, tudi tako zna izmisleno potegniti, tudi vedel je, da ljudje ne bodo brali samo visoke politike, pa taki stvari, ampak tudi kakšen rob, pa kakšne rokovnjače pisuje in take duhovite stvari. Hkrati pa mi je bilo nenavadno, ker je prej, ko je študiral, pa se nekako hotel zateči frančiškanom, ampak ni zdržal, on je moral biti med ljudmi, je potem služboval na raznih koncih. Najboljše bo seveda v bohinjskem koncu, ker so bili blizu hribi. In prvo in glavno, kar je, tam ga je srečal Bron Žiga Zois, ga je vključil v svoj ta krožek in takrat naredil veliko. Določene stvari sicer ni spelo do konca, skupitelja sta bila neke vrste konkurenta, ampak mislim, da je veliko naredil za slovenski narod. Predvsem pa ta njegov optimizem, Slovenc, moja zemlja je zdrava, treba je delati, treba je optimistično gledati na svet in vodnik je imel lahko velik vzor. 3 knjige ste napisali v 3 letih, 3 take velike knjige o velikih ljudeh. Koliko vas pustijo njihove lastnosti, njihov način življenja, njihovo razmišljanje? Koliko Ivanu Sivcu pusti sledi, recimo en Valentin Vodnik? Kako ga odložite, ko knjiga izide, kako ga odložite na polico? Povem na primeru moje prve zgodovinske knjige o Petru Pavlu Glavarju. Peter Pavel Glavar je živel v Komendi, v moji domači fari, in ko sem zvedel to njegovo življenjsko zgodbo, noč in dan je spremljal. Videl sem ga tam v kotu, videl sem ga na stropu, videl sem ga zvečer, ko sem šel spat in zjutraj, ko sem ostal, Peter Pavel Glavar. Dokler nisem to preštudiral njegovega življenja, napisal v knjigi in dal knjigo na polico. Tistega časa mi da mir. Podobno je tudi s tem. Mene recimo Vodnik, kot zadnja knjiga, takoj sem pomislil, verjetno v Vodniku se še ne ve vse. Ne ve se pa na ta način, kot ga jaz dojemam. Vedno človek ima v sebi te odtenke in potem, če te odtenke nekako primerjaš s tistim, kar je on delal, vsi te pa so v bistvu tudi del moje duše. To je nemogoče uiti. Dr. Martič, Jungovc iz Prekmurja, mednarodno priznani doktor medicine oziroma psihologije, je rekel, pravi, staro zgodovino premalo upoštevamo in pravi, vi imate te arhetipe v sebi in nam lahko pomagate, da prevajate v bistvu te stare stvari v pisni jezik, kar je pa velika prednost, če je to res. Jaz niti ne razmišljam na ta način, ampak mi je pa všeč, kar je rekel, ne? Če lahko prevedem nekaj iz preteklosti v sedanjost, na ta način tudi, da je to brano. Stvar je v tem, da v Vodniku je napisano že marsikaj, ni pa nekako zaokroženo, ali pa je zelo, rekel, sorazmerno težka monografija. Za takega poprečnega bralca, ali pa za bralca, ki bi nekaj osnovnega zvedel o njemu, je pravzaprav prezahtevno včasih. Pa veliko tega znanja ostane v zaprtih krogih. Jaz kot nekdanji novinar imam to veliko prednost, da najdem vse profesorje, vse znanstvenike, vse možne etnološke in zgodovinske oddelke, ker vem, kje to je. Če me slučajno nekje vržejo ven, grem pa drugemu, ampak vedno je tako. Če ni eden, sta dva strokovnjaka, ki veste veliko o tem. Ker povem, znanje imamo Slovenci ogromno, samo nekako se mi zdi, da to znanje v neki starilni obliki, pa v taki ljudni obliki pravzaprav težko prikazujete. Ampak vseeno, nobeno od teh knjig ni biografija ali pa roman, ampak pišete v obliki črtic. Kakšno je to razmerje med fikcijo pa med resničnostjo? To me zdaj sprašuje, ampak ta okvir je vedno različen, tukaj se ne da pobegniti. V knjigi imam notro vedno tudi zgodovinska dejstva, po letnicah navedeno. Poleg tega je vedno spremna beseda nekega strokovnjaka, ki to stvar
bolje pozna od mene, recimo. Se pravi, da se anekdot, ki ste jih prej pripovedovali, niste izmislili. Ne, jaz zelo pričakujem, recimo, da bi kakšen zgodovinar se javil v teh mojih zgodovinskih knjigah, pa se ne. Ne se pa zato, ker v bistvu ni nekaj, kar bi bilo lahko narobe. Fikcija seveda je, ampak to je taka blaga fikcija v okviru danega. To je pa v bistvu sorazmerno težko napisati, ker jaz si veliko ne morem zmisliti, če to mislite kot domišljijo. Pa tudi tisto, kar je domišljija, je del človeka, kar pomeni, je ravno tako del nas. Seveda ta zgodovinski okvir mora biti točen in tukaj pravzaprav je človek najbolj omejen. Razdelim je pa zato na črtice, da danes je hiter tempo časa in pravzaprav dolge romane, recimo, jaz sem se zelo dobro poznal z Mimi Marošek, pisateljico, ki je napisala take debele knjige o zelo znanih ljudeh in zelo dobre knjige napisala. Osebno so se večkrat srečevala in preden je umrla, me je popisala k sebi in je rekla, vam nalagam dolžnost, da nadaljujete mojo pot. In upam, da jo v nekem smislu nadaljujem, s tem, da se danes drugače piše knjige. Drugače se piše in drugače se bere. Danes preprosto ni časa za 800 strani prebrati o nekim pisatelju ali pesniku ali tako naprej. Če so pa črtice, se gre pa človek lahko po obdobjih, lahko en večer, ko ugasi televizor, prebere dve črtici, ali pa sploh ne gleda televizija, pa prebere te črtice. Kar pomeni, tudi to ponudeno je na drugačen način. Hkrati je pa to tudi vedno zaokrožena zgodba. Tista zgodbica mora nekaj povedati. Če vi zgodbico preberete, ko odložite to, vam mora to nekaj, eno novo pot do nekega novega spoznanja pokazati ta črtica ali pa če v romanu recimo celo poglavje. Zdaj ste povedali, kako mi beremo, ampak kako pa nastajajo te črtice, a tudi nekaj novega v arhivu recimo odkrijete, pa nastane črtica iz dneva v dan. Kako Ivan Sivec piše, kako ustvarja, kdaj ustvarja? Ja, zelo dobro vprašanje. Zanimivo je to, da ogromno gradiva je, kot sem prej povedal, in veliko tudi naročnega gradiva in veliko tudi, malo grdo izsesano iz prsta. Nekateri kabinetni strokovnjaki, znanstveniki tudi samo sedijo v kabinetu, pa si kar nekaj zamislijo. Jaz sem ravno, recimo, ko sem študiral Prešerna, sem videl, da ta podoba je čisto drugačna, kot pa se marsikaj napiše o njemu in vredno tudi v teh ljudeh podobno. Stvar je v tem, da je treba dobiti avtentične podatke, dokler tega ni. Jaz za vsako tako knjigo se pripravljam, zbiram gradivo 5krat več, kot pa pozneje, ko pišem. Dokler ne zberem vsega gradiva, dokler ne vem o njem tisto, kar nekako slutim, da bi lahko bilo, dokler nimam naslova, dokler nimam razdeljenega po črticah, sploh ne vem pisati. Potem pa hitro teče, pravi, Sivec hitro piše. Res, potem hitro pišem, ampak nobeno pa ne vede, recimo, da najmanj 5krat do 7krat več časa porabi za zbiranje to. Je pa res, da me nekateri malo kregajo, da sem delaholik. To delam 12 ur na dan, včasih tudi 14 ur na dan, zbiranje in tako naprej. Pisati se ne da toliko ur, ker se človek preprosto obrabi, ampak nekako ravnotežen narediti med zasebnim življenjem, med tistim sprostitvijo, to so knjigi, kot sem povedal, pa med pisanjem se pa da, ker v bistvu pa se ni treba 5 ur na dan gledati televizijo, ali pa se ni treba, kaj vem, se 5 ur pogovarjati o nepomenih stvareh. Moj oče mi je dal eno veliko modrost, je rekel, pametnega govorjenja je hitro konec. Vse knjige so tudi fotografsko zelo močno opremljene. V bistvu v vseh knjigah je zadnji del fotografije. A to sproti nastaja ali greste prav za knjigo na pot? Ko raziskujem? Na Triglav ste šli prav zaradi knjige ali kako? Triglav sem šel 9krat. Ampak enkrat zaradi knjige? Tudi, ampak veste, ker v bistvu pri fotografijah je pa ta problem, da ni vedno v redu. Recimo, ko sem šel v Bohinjski kot, ko sem hodil za Valentinom Vodnikom, preprosto nalepam na slabo vreme in tisti dan ne moreš nič narediti, veš pa kaj moraš slikati. Hkrati pa dobiš drugo gradivo, tako da je to nekako povezano. Pa še fino je, recimo, da začutiš ta prostor, pa čas, nekdanji čas, pa mogoče tudi malo teren in tako naprej. Tako da fotografiram od mladosti naprej, kar nekaj fotografij sem naredil v življenju, je neke vrste moja strast.
pravijo, da fotografira dvakrat živi, zato si to predstavlja, da je dobro, da človek malo dlje živi. Predvsem podživlja, enkrat fotografiraš, drugič pa to fotografijo gledaš, mogoče so malo obdelaš in takrat podživlja človek tiste trenutke, ko je fotografiral. Hkrati se pa v to stvar tudi bolj lahko človek uživi. Fotografija ima svojo zgodbo. Imam bralce, ki pogledajo najprej vse fotografije, odzadaj pogledajo vse fotografije, potem berejo pa brati. To me je malo presenetilo, ker jaz sem mislil, da je fotografija dodatek, ampak v bistvu pa nekateri vstopajo v knjigo preko fotografije, ker je pa tudi po svoje zelo pametno, ker v bistvu imajo že eno predstavo o prostoru in času in potem to zgodbo drugače dojamejo lahko. Kje ste bili za Valentino Vodnika? Ja, posod, kjer je bil on. Tukaj pa ni umika. Žena mi včasih reče, ker v bistvu recimo zelo odmerno pravi, da tako rečem, pravi, to so zlate fotografije. Včasih greš samo za enkrat fotografirati, za eno sliko, da bi včasih tudi 300 km. Recimo na Vacmana sem šel potem še enkrat, prej kot planinec, potem pa še malo bolj natančno. Vedno izbiram seveda, če se gleda primerno vreme, hkrati pa te kraje treba obiskati, preprosto treba obiskati, tukaj pa ni umika. To v bistvu, hkrati pa to je lep izgled, ker se zadnje, če je človek na Triglav ima krasen izgled, pa hkrati še malo pogleda. To je Staničevo zavetišče, tukaj je Staničeva koča. V Kamniškem kotu, ne vem, če kdo ve, je Staničev vrh. Do tega časa nisem vedel, dokler nisem knjige pisal, ampak jaz sem si hotel to od blizu ogledati. Je pravzaprav zelo nedostopen, čisto pri kraju je, da skoraj nedostojen stranski vrh. Ampak saj to alpinisti ga pa poznajo, ker malo zahtevnejši je, ampak brez slike, brez Staničeva vrha, Staničeva knjiga preprosto ne more iziti. Tudi, ker ni umika. Zanimivo, ja. Ali še vemo, kaj bo četrta knjiga v zbirki? To pa še ne vemo, imamo ene 5 idej. Ali nočete izdati? Ne vem. Kaj zdaj ustvarjate? Malo nam povejte, kaj zdaj ustvarjate. Ja, jaz sem predtem izdal en roman, tudi zgodovinski, Sonce v megli. V šolskem učbeniku ni enega stavka o tem, kaj se je zgodilo na Igu leta 1848. Pomlad narodov, v Ljubljani zapesijo prvo zastavo, slovensko trobojnico, v Ljubljani razbijajo Ižanci, pa tudi drugi Ljubljančani, v bistvu vse mitnice. Ižanci napadajo grad, ustraši se celo cesar na Dunaju vse in pošlje poziv in vojsko, da bi to rešila. Blajvajs napiše v kmetijskih in rokodelskih novicah cele pamflete, sicer predvsej cesarju v prid, a vendar se v tem piše in cesar izda določene odloke zaradi Ižancev. In v tem ne vemo v slovenski zgodovini nič. To bi morali mi v osnovni šoli imeti kot vsaj ene 3 strani napisano. Ko se prišel do tega podatka in Ižanci seveda to vedo, so ponosni, imajo so občinski praznik ta dan. To je bilo 21. marca 1848, dr. Granda je o tem kar nekaj napisal, obstajajo pa zapisniki, ki pa jih ni še nobeden raziskoval natančno. In zanimivo je, lepa sporednica z današnjim časom. Cesar in tudi ljubljanski gospodje so se nekrat ustrašili kmetov in so zelo popustili, kar pomeni oblast nas toliko časa nas v bistvu nekako pritiska k tlom, dokler narod ne dvigne glavo. Ko dvigne glavo, takrat se postrašijo. Ti ljudje, ki so napadli grad, ki so v bistvu pobrali, pa pokradli, kakorkoli se to jemlje, izgledu marsikaj, sicer smrtnih žrtev ni bilo, ampak sicer pa grad zažgali, upor, pravi kmečki upor, organiziran kmečki upor, so dobili kazen od pol leta do eno leto, nekateri so pa tisto bistro kmečko pametjo se tudi rešili. Vodja so ga poklicali, vodjo so ujeli ob enih po nočih, ko je prišla potem vojska, naj bi red naredila, in so ga ujeli in zaprli in on pride pred sodnika, bil nepismen človek, takrat je bilo ogromno nepismenih ljudi, večina preprostih ljudi, in so ga vprašali, ja, vi ste vodja, da če ne vem o tem, vi ste bili ob enih po noči tam v gradu. Ja, žena je rekla, tam nekaj gori, pa pojdi pogledati, kaj gori.
enega argumenta niso imeli v bistvu proti njemu, kar pomeni zelo bister človek in se je izrekel in ni bil preprosto bil kaznovan. Prej pa 3 dni, pa ne 3 dni, en mesec okrog organiziral pripravo orožje, pripravo vse. Ampak hočem to povedati, da kako spretni so bili te ljudi, občudovanja vredni in hkrati so se borili za svoje pravice. Na Dunaju, v Franciji sploh že, na Dunaju so začeli že popuščati, prišla je bolj, kot vemo, ta odveza, kmečka oziroma zemljiška odveza in tako naprej, ne. Ižanci bi pa kar radi Graščaki še postavili naprej, ne. Oni so se borili za sebe. Recimo, to se mi zelo pomembno, take stvari v bistvu raziskujem naprej. A bo tudi kakšen narodni voditelj dobil roman, ste rekli, da to je zgodovinski roman, ali bodo vsi narodni voditelji v obliki črtic? Mislim, da bo ta zaslova nekako ostala, ker dobivamo odmeve, da se je zdi čisto v redu na ta način. Rad bi naredil še ne 2, 3. Vili Kovačič me nagovarja za Mahniča. V Mahniču, recimo, vredno imamo tudi napačno podobo. Jaz zelo, napisal sem knjigo tudi o Kopitarju, Jerneju Kopitarju. To je bil prvi slovenski jezikoslovec, na Dunaju prvi cenzor, kar pomeni v današnjem jeziku v bistvu direktor Narodne univerzitetne knjižnice. Imel 800 godinarjev plače, Haydn v tistem času, ki je bil v bistvu vodilni muzikolog, je imel menda 400 godinarjev. Ko je Kopitar umrl na Dunaju, so vsi zvonovi na Dunaju zvonili. Nobenemu drugemu Slovencu niso zvonili na Dunaju vsi zvonovi. Mi pa lečejo vesolje na Kopitar. To sta bila 2 vrhova, na eni strani jezikovni vrh, na drugi strani pa pesniški vrh. In to črno-belo gledanje mene zelo moti in verjetno je pri Mahniču nekaj podobnega. Sicer je pa kandidat tudi za svetnika, vemo, da je v bistvu, kako je končal. Tudi pod fašisti sem jaz ne bi vse naredil samo na to temo in ker sta v bistvu že 2 Primorca, smo še zdaj navodnika, naprej pa mogoče je 5., 6., bo mogoče Mahnič, ampak bolj tudi čez Sivec živeti. A knjige tudi predstavljate, ki je po Sloveniji? Vem, da ta prva je ki je predstavljena, ne? Ali časa zmanjka potem za take knjige? Stik z bralci mi je zelo dragocen. Koliko je bilo že predstavitev? 1150, nekaj taka sem imel predstavitev. Veliko v Sloveniji, veliko tudi zmajšno, veliko tudi v tujini. Tudi te knjige smo že predstavili in še bomo. Hočem vprašati, a ljudi zanima? Pridejo? Pridejo, zelo pridejo. Zdi se mi, da zadnje čase ta starejša zgodovina, da ljudi bolj zanima, verjetno to povezano tudi s to osamosvojitvijo. Mi nismo od včeraj, jaz pravim, verjetno smo 1000 let na tej zemlji. Če so Brižinski spomeniki, kot veste, nastali okrog leta 1000, zdaj se pa piše 2023, kar pomeni, mi imamo pisni dokaz, da je zapisan naš stari jezik, je zapisan. To je v bistvu tudi prvi slovanski zapis v latinici in noben drug slovanski narod tega nima. Mi pa rečemo, Karantanija ni obstajala. Kako ni obstajala, če imamo pa 3 Brižinske spomenike, črno-na-belo in ponosno jih razkazujemo po celi Evropi. Kar pomeni, to samozavest bi jaz nekoliko bolj podaril.